Jaz bi še imel eno tehnično vprašanje. Ja? Tebe smo srečali na konvenciji, da si imela stojnico. Ne. Na Umikonu ste prvič srečali. Pa na Aruku. Aruku. Na Umiku je bilo prvič. To še snimamo z intervjujem. Ja, it was so much fun. Ej, kje je ta intervju? To sem jaz tudi mislila vprašati. Ko sem gledala, ko je prišel Gajden podcast od Umikonu, sem mislila, da bo not in sem gledala tudi. Tak sem spremljala, o čem, kak je show, organizing in vsak, sem pa tak, where is that video? I thought, mislila sem, da ste live streamali to po možnosti na koncu. Ne, ta intervju je še v procesu. Editinga, ja, ker je treba sestaviti ta cel mes v neko gledljivo celoto. Naš cel produkcijski tim It's so hard to contain me. It's hard to contain Greg. He's too big. Ampak moram pa matica za ušesa, zato ker tvoj intervju pa še enega z Mediko je audio zajebo. Matica zajebo. Oh no, bova ponovila, bova rekreirala. Se imamo zdaj. Všeč mi je bilo, kako si prišel intervju in si kupil, pa si pozabil na stojnice. Si te lovila Se bomo danes odkupili, ker imamo na podcastu. Svet kupili. So res, da sem skoraj pozabil tam pri tebi. Jaz sem niti opazila, tako nekaj čata nisem opazila, sploh da na stojnici. Stranko sem imela in sem se nekaj pogovarjala in sem pogledala v tisto smer, ko si pustil vrečko, pa sem bila tak, who the hell left his product there? To je tisto, ko si pač kupil samo zaradi kamere. Yeah. Kaj, če sem rekreator, kak pridi do stojnice in kako kupiti? I caught you off guard though. Ja. Kateri hakliček boš fejl, pa si tak, to pa nisem bil pripravljen. No in tehnično vprašanje je, kak novi artisti bi lahko svojo stojnico postavili na konvencijo? Kak si ti začela, kak si razmišljala, kak je postopek logistični, da narediš content, ga preneseš tja in ga tam prodajaš in tam interaktuješ z ljudmi, kak je tebi bilo to? Jaz sem že imela ogromno contenta narediti skozi 3 leta, ker že 3 leta objavljam. Tako da sem sam presortirala, kaj mi je všeč, kaj mi ni bilo in sem morala gledati prvo, kaj imajo drugi, da je popularno lahko in kaj bi lahko jasno rekel, ko vidim, da nimajo druge. In bi moče lahko bilo popularno. Tam moraš to vedno razmišljati. In pol pa gledaš, najdeš si neki dobavitelja, si nekaj najdeš, ki boš dal, da ti lahko to naredi, svoje ideje. Naročiš neki, za začetek, ne rabiš preveč za začetek, pa mogoče niti za postavitev narediš nekaj facemate. Jaz sem šla v trgovino, pa sem našla neke poličke, tiste škatlice, da sem lahko noč stvari dala, pa je to še zdaj jih uporabljam. Pa neke table sem si še naročila. In je to, čez čas boš upgradal, ne rabiš imeti zdaj perfect stojnico že na začetku. Si pa pisala dejansko ljudem na konvencionu, da bi želela imeti stojnico, ali kak je to? Mislim, da priješ na stojnico, tako moraš, oni dajo vni prijave. Moraš spremljati, kdaj dajo prijave, da se ti prijaviš. In čim prej se prijaviš, večja šansa boš imel, da boš bil sprejet. Na Umikonu sem se, kako so dali vun prijave, sem se prijavila. Refresh. Ja, basically. Za NMN sem imela edino, prvič sem se malo pozno prijavila, ker sem mislila, ne vem kaj je bilo, če sem jaz naredila, da bi to moj error, ali so res tak napisali. Prebrala sem, da bodo v aprilu odprli prijave in zato nisem gledala. So pa že v marcu prijavili. In sem bila tak, oh shoot, I'm late a little bit. Sem se prijavila in prvi sploh nisem bila sprejeta, ker dosti prijav so imeli tisti čas. In ko sem bila na Umikonu, tam sem spoznala druge artiste, poleg mu sem že iz prejšnjega leta NMN spoznala. Naša gostja. She's a sweetheart. Tam ko sem prišla na konvencijo, sem jo spoznala. Fant me je predstavil in sem bila tak, you're such a sweetheart. Ja, in ko sem se povezala s temi artisti, smo se pogovarjali in sem govorila, nisem bila sprejeta na NMN. In ena soseda, ta Shiko Art, ona glih je rekla, jaz sem na NMN, imam veliko mizo, lahko si mogoče deliva mizo. Sem bila tak, that's so sweet. Kjeri lak. Ja, in jih je kontaktirala, rekla, da bo kontaktirala, vprašala, če lahko sploh to naredi. In sem imela srečo, ker tudi za enim organizatorjem sem se imela iz Umikona, je rekel, da se nekaj govorilo, da je nekdo skenslal. Možno, da boš celo dobila. In so njej nazaj poslali tudi, da ima celo eno stojnico frak, ker je nekdo skenslal.
In sem 2 tedna pred konvencijo dobila stojnico. Last minute. Ja. In sem mislila, ok, whatever it is, ne morem komplainati, katera koli lokacija. Tu če je slaba, sam dobila sem. Se pravi, sem imela dobro lokacijo. To sem bila surprised. Networking je zelo. Ja, se to, connect with your fellow artists. Connect. Ne sem pač ta, pač Group se power. Bolj se connectam tak friendship, več artistov imam. Se to, ravno. Kontakte dobim, pa še kolege dobim. People to hang out at cons, that's so sweet. Two birds with one stone, yes. To je tisto number one, zato si niti ne upam tako sprašati, noče niti spraševati druge toliko za kak si zdaj to naredil, ki si zdaj to naročil, pa ker it's kind of wrong, it's business, ne bodo ti povedali. Razen, če si res close friend, pa ti bo mogoče kaj pomagal, če si z nekom close ti lahko mogoče pomaga. Jaz vem, da pomagam včasih komu, če sem full close z njim. Drugače pa ne. Zdaj vem, vsi so če ti nekdo novi prije na stojnico, ker pa je danes dosti več artistov, ko hočejo priti v kone. Tako da vem, da je full annoying, če ti nekdo prije na stojnico vpraša, kje si zdaj to dobil, kje zdaj to naročaš, kako začeti in si tak... I wanna copy you, tell me your secrets. Like, you gotta do your own research. Yes, AliExpress. Ja, malo gledaj okoli, you gotta To bi se mogel med korona naučiti. Vsak je delal svoj research. Tudi, koliko sem opazila, jaz sem lahko opazila tudi, kako ima drugi produkt, od kje naroča dobavitelja. Jaz sem prvo mislila pri enih dobaviteljih izven države naročati in sem pa tak, I wanna try that. Pa je bilo vprašanje, kak je pa zdaj tu plačilom, pa vse. Vprašanje, boš išči moče neki prvo tu noter izven, pa boš pol probavala kaj drugega, ker starši so mi pri tem ful pomagali in sem zato, zaradi njih sem dobila tudi dosti vest tukaj v Sloveniji. Zato imam dobavitelja, imam zato v Sloveniji in mi pomaga, in on vse printa. Sem tak... Awesome, made in Slovenija, to bi mogla napisati. Ja, to bi mogla napisati. Včasih imam napisano, vem, da sem, ker delala sem, nimam svoje za firme glede tega, ko moraš račune izdati preko mame, ampak imam poleg napisano listek made by who. Ok, Furs, zdaj si zatisnite ušesa, ta del pogovora se ne dogaja zdaj. Nadaljuj. Don't listen, se nam vrla vse, ker pač biznes stvari so bez stvari, ne smem vseh detajlov povedati, ker drugi so tudi konkurenca. Tudi moji kolegi, ko so na artist, ali mi smo kolegami, smo si tudi istočasno konkurence. Tako da, it's still...